Kanadska in orjaška zlata rozga sta med najbolj težavnimi invazivnimi vrstami pri nas. Sta trajnici, cvetita od sredine julija do konca oktobra. Cvetovi so živo rumeni, koški združeni v številna socvetja. Njuna višina je od 50 do 180 cm. Po koških in obliki socvetij se orjaška in kanadska zlata rozga le slabo razlikujeta. Kako jo torej ločimo? Kanadska zlata rozga ima dlakavo steblo, orjaška zlata rozga pa ne. In kakšne težave povzročata? Tvorita goste sestoje in s tem izrazito izpodrivata domače rastlinske vrste, zmanjšujeta krmne vrednosti travne ruše, spreminjata tipično kmetijsko kulturno krajino in vplivata na združbe nevretenčarjev. In zakaj sta tako uspešni? Zato, ker ena rastlina lahko letno razvije do 10 000 semen, ki so morfološko prilagojena za velik domet. Imajo majhno težo in lasasto kodelico. Kako preprečevati njuno širjenje? Z obdelavo potencialnih površin za nasemenitev, to so gole, odprte površine, opuščena travišča in njive, nasipališča, s čiščenjem mehanizacije, z vsakoletno večkratno košnjo in odsotnostjo gnojenja. In kako ju odstranjevati? Z večkratnim ročnim čiščenjem s puljenjem, z večkratno košnjo, vsaj 2-krat letno, v skrajnih primerih z uporabo herbicidov. Potem je treba površine čim prej ozeleniti. In še zanimivost. Obe rastlini sta zdravilni in precej medonosni, se nudita čebelam in drugim opraševalcem jesensko pašo, vendar pa ta korist ne odtehta njunih izrazitih negativnih učinkov na naravo in kmetijsko pridelavo.